Nič, Matej se bo že pridružil, ne vem, ali ima kakšne težave, ali mogoče pes ne gaja. Aha. Evo, prišel bo takoj, ampak Blaž, lahko midva začneva. Lakersi so igrali drugo tekmo v 2 dneh, potovali so, za njimi je bilo skok z letalom do Milwaukeeja, tako da so zelo pozno prišli v Milwaukee. Niso igrali tako smart kot Hachimura, tako da Blaž, po pravici povedano, si ti pričakoval tako tekmo ali... Mislim, jaz nisem pričakoval recimo temu blowouta, no. Jaz sem vseeno bil optimističen, da se lahko borijo za zmago. Nisem pa pričakoval, da bo na koncu 24 točk razlike. Lakersi so zmagali 119 proti 95. Saj veš, tudi včeraj je Matej govoril, da pričakuje, da bojo izgubili danes lik zaradi tega back-to-back razporeda, ampak ja, mislim, prvi polčas je izgledalo, kot da je Milwaukee bil tisti, ki je imel back-to-back tekmo. Točno oziroma to, je ja. imel zraven še leteti, ne. Mislim, saj je imel back-to-back tekmo, ampak je igral doma, ne. Zato sem rekel, in zraven še letel, a ne. Aha, ja. Matej se nam je še pridružil. Matej, ravno smo govorili o naših pričakovanjih pred tekmo, glede na to, da so Lakersi potovali in zelo pozno prišli v Milwaukee. Ti verjetno tudi nisi pričakoval še posebej takšnega prvega polčasa, ki so ga dobili Lakersi za 31. Ja, mislim, saj smo ravno včeraj govorili o tem, da taki back-to-backi, kjer potuješ vmes, torej druga tekma v 2 večerih, kjer prideš tam, mislim, da so okoli 4 prišli v hotel, igraš manj kot 24 ur, 20 ur po začetku, po koncu prejšnje tekme, so ponovadi avtomatični porazi. Tam procent zmag gostujočih ekip na takih tekmah, torej tistih, ki potujejo vmes med back-to-backom, je tam okoli 10-15%. Torej 1 od 10 ekip recimo zmaga na takih tekmah in ponavadi to pomeni avtomatičen poraz. Saj sem ravno o tem rental včeraj, da bi take back-to-backe liga mogla eliminirati. Back-to-back tekem, se pravi v 2 večerih, ne morejo povsem eliminirati zaradi števila tekem, ampak vsaj to, da potuješ vmes, če ne, recimo pa vsa potovanja bi pa vsaj mogli poskrbeti, da ne potuješ tako kot Lakersi iz New Orleansa v Milwaukee, to je tam 1600 kilometrov in kot sem rekel, tam ob 4 zjutraj so prišli v hotel in sem seveda zaradi tega pričakoval poraz na tej tekmi, ampak taka zmaga je še dodatno zgovorna, da ta ekipa govori o tem, da ta ekipa ima določen potencial, da lahko naredijo nekaj resnega v tej sezoni, seveda rabijo kakšne izboljšave še za borbo proti tistim najboljšim ekipam, ampak če Milwaukee, ki ne igra slabo to sezono, koliko so zdajle, me prav zanima, 8-6. po tem porazu, kje so 8-6, se pravi 8-5 so bili, kje so na vzhodu. Se pravi, pred tem so bili med 6-5 ekipami, Janis tudi odlično igral, vsekakor je to zelo, zelo lepa zmaga, še posebej glede na to, kot sta tudi omenila, oziroma Blaž zdajle omenil, da sta tudi manjkala Smart pa kdo še ni igral? Hachimura. Hachimura, ja, mislim, 2 v bistvu ključna igralca, 2 igralca prve peterke. In je ta zmaga še toliko bolj vredna. Lakersi so se zdaj tudi, niso se nič dvignili, samo so pa odigrali že 14 tekem, no, to smo pa Niso tudi se govorili, da so v bistvu niso se nič spustili na lestvici, ampak so pa odigrali tudi 14 tekem v relativno kratkem času, nobena ekipa v ligi ni odigrala več kot 14 tekem, tako da bojo tudi oni verjetno morali priti do dela sezone, kjer bojo imeli malo lažji razpored, kjer ne bojo toliko tekem igrali in kjer bojo tudi bolj kompletni, toliko tekem igrali z oslabljeno ekipo, oslabljenim rosterjem, brez ključnih igralcev.
In bi za voljo tega tudi potem morali kakšno zmago več na ta račun dobiti, glede na to, kaj so pa zdaj dali skozi, koliko težav so imeli s poškodbami in kako zgoščen urnik, je pa to res zelo, zelo lepa zmaga. No, gremo k kratki analizi tekme. Če kdo ni gledal, ste zamudili zelo fajn tekmo, lahko gledate za nazaj ali pa poslušate to, kar imamo mi za povedati. Že od začetka so tako Bucksi kot Lakersi igrali tako obrambo, da se je zdelo, kot da ima vsake 2-3 dni počitka. Predvsem Lakersi so me res presenetili s tem, da so igrali zelo, zelo aktivno obrambo, dobro so skakali v linije podaj. Res je tudi, da Bucksom trojka sploh ni šla. V prvi postavi je začel Bronny James, malce presenetljivo, in takoj se je videlo, da ga Bucksi enostavno ne bodo pokrivali na trojki. Prvo je zelo, zelo grdo zgrešil, pol pa vsaka, ko je dobil, je rajši podal naprej, tudi če ni imel okoli sebe par metrov, čisto nobenega igralca. Pri Reevesu se je videlo, da je prišel nazaj počasi po poškodbi in je spet tisti pravi Reeves, ki smo ga gledali, ko je brez Luke dal več kot 40 pik na tekmo. Mislim, da 2-krat mu je to uspelo. Luka je pa seciral obrambo tako, kot je hotel. Sicer so najprej igrali na njem neko takšno švoh podvajanje, oziroma kako se reče temu, tag double, ko po pick and rollu ta drugi igralec samo na hitrico pride do Luke, se ga takne ali pa mu pokaže double, pa takoj steče za svojim igralcem, ampak Luko to ni motilo, on je čisto vse te obrambe videl. V prvi četrtini 30-18, tako da tako so samo nadaljevali in do polčasa nabrali 31 pik. Matej, Blaž, kaj sta videla v tem prvi četrtini? Jaz mu samo rekel, da mi je bilo zelo všeč, kako je igral Knecht. Ne samo, da je dobro igral v napadu, ampak v obrambi bi tudi zelo aktiven. Knecht je bil lušen. Veš kaj, ena stvar, ki je zadnje čase že malo opažam z Aytonom, kako se vrača v obrambo. V bistvu ta tek, kako on teče gor pa dol po parketu, če primerjam recimo z AD-jem, ki je bil v Lakersih, je to kot dan pa noč. Pač zdaj ne govorimo o istem nivoju pač obrambnega igralca, kot je lahko AD, ampak samo to, ker AD je imel to navado, da recimo, ko je vrgel na koš, da se je potem malo vlekel v obrambo in so potem ekipe dostikrat igrale, prešprintimo AD-ja in so potem igrale 5-4 v obrambi, ampak Ayton se pa kar lepo vrača. Je pa res, da tukaj ogromen tudi pomaga to, da Ayton ni igralec, ki gre direkt na koš, no. On zelo velikokrat meče iz te pol razdalje, sploh tam okoli prostih metov in to, in potem je avtomatsko že par metrov stran od koša in se lahko hitreje vrača potem v obrambo. Se pa strinjam, da Knecht je dobro igral in izgledal luštno, pa sicer to ni zdaj del prvega polčasa, ampak recimo Adou Tierom je tudi zelo zanimiv igralec. Tiste 4 minute, ki je igral, je izgledal res tak pošten atlet, no. In je, mislim, da sicer dvomim, da bo letos dobil še kakšno večjo minutažo, ampak mislim, da je en tak atlet, atletski profil igralca, ki ga Lakersi v tem trenutku nimajo. In tudi v obrambi, kako se je lateralno, se pravi, v strani premikal v obrambi in to prevzemu, je izgledal izjemno sposoben, tako da če ga bojo razvijali, zna biti to en zelo, zelo dober igralec za Lakerse. Skočil v napadu in iz te priložnosti ponovno je Kleber zadev za 3. Matej? Ja, gledam lih posnetek po koncu tekme, ko je Luka pa Vanderbilt sta poskušala dobiti žogo, da bi jo dala Adou Tieru, ki je odigral prvo tekmo v ligi NBA, dobil prvič minute, njegov debi v NBA ligi in jim sodnik ni dal žoge, so se pregovarjali nekaj minut, pol je pa Janis prišel zraven, ker vzel žogo pa jo dal. To ni prvič, da se je zgodilo, se spomniš? Janis ne da žoge za nič od sebe. Ja, ne, ko Janis hoče žogo, jo dobi. Se vemo, da je že tekel v slačilnico po tisti tekmi, ko je imel 50-točkovni trojni dvojček.
je že tekel v slačilnico za žogo, ker jo je druga ekipa vzela. Tak zabaven dogodek, ampak ja, no, to je ena od stvari, ki jo lahko omenimo. Dutiero se je prvič pojavil, sicer zelo malo minut, zelo malo časa odigral, ampak mislim, v bistvu me je celo presenečalo, da ni dobil mogoče malce večjo minutažo, glede na prednost, ampak v vsakem primeru, mislim, v drugem polčasu je pol prednost kopnela in niti ni bilo priložnosti, ampak za naprej bo to igralec, ki ga bomo zdaj morali spremljati in videti, če lahko kaj da ekipi, pa Maxi. Maxija velja omeniti 25 minut na tej tekmi, sicer statistika ni bila kaj hudo obilna, ampak na koncu so bili v njegovih minutah plus 22 na tekmi. In smo lahko videli, no, če je Maxi zdrav, je lahko rotacijski igralec v dobri ekipi, pridoda nekaj ekipi, pomaga k kakšni zmagi več, je igralec, ki ima višino in hitrost, da lahko v obrambi recimo prevzema, dobro pokrije više igralce, prevzema niže, zadane kakšno trojko, ko ima priložnost. In če bi jim on lahko recimo redno dajal tam vsaj kakšnih 15 minut na tekmo, bi bil to tudi velik dodatek za Lakers. Vsa ta njihova rotacija, o kateri smo že dovolj govorili tudi včeraj, bi se zagotovo poglobila. Za enega igralca, potencialno za dva z Adutierom, potem bi mogoče, kot smo govorili, lahko imeli recimo 9 igralcev, na katere bi lahko računali, seveda še s povratkom LeBrona in tudi ja, Gabe'a Vincenta, ki tudi zdajle trenutno še manjka, potem bi skupaj z vsemi imeli recimo dobro rotacijo lahko 9 igralcev. Zdaj, to se ne more primerjati s kakšnim OKC-jem, ki ima rotacijo globoko 15 igralcev, ampak to je nekje tisti minimum, če želiš recimo računati na kakšno resno borbo in seveda v dolgi sezoni 82 tekem si izboriti mesto med playoff ekipami ali pa seveda na zahodu, Lakersi računajo na to prednost domačega parketa, vsaj top 4, tako da je bilo dobro videti Maxija spet, sam je pa treba zraven tudi dodati, da smo isto, to, kar sem zdajle v njemu povedal, smo o njemu vedno govorili tudi v Dallasu, ko je igral zadnja 3-4 leta, je to v bistvu ista zgodba. V vsakem primeru je lahko rotacijski igralec, ki je plus za ekipo, če je zdrav, samo ni bil v zadnjih 3 letih, 3-4 letih nikoli zdrav več kot, ne vem, 10, nekaj več kot 10 tekem zapored odigral, pol pa hitro kakšna manjša ali pa tudi kakšna večja poškodba, ki ga takoj oddali iz parketa in potem že spet seveda se ta zgodba ponovi, se vrne, pokaže par dobrih minut in sledi poškodba, ampak upajmo, no, saj mu vsi privoščimo eno zdravo sezono in s tem bi tudi Lakersi bili boljši, ampak nismo v bistvu nič konkretnega ali pa kaj dosti v Luki povedali. Mislim, v back-to-back tekma, kjer je prejšnji večer igral 40 minut, tokrat nekaj več kot 38 minut in na taki tekmi dosežeš 41-9-6, se pravi 9 skokov, 6 podaj, ena ukradena, 2 blokadi, tudi dobra igra v obrambi. Priča o tem, da je fizično dobro pripravljen, no, da je res fizično na izjemno visokem nivoju in upam, da si bo s to predstavo lahko tudi malo dvignil te MVP rankinge, ki so jih že začeli delati in kjer pa tudi se ponavlja seveda zgodba iz Dallasa, kjer je vedno recimo iz enega ali pa drugega razloga niže, kot bi mogel biti, kot bi si zaslužil. In glede na to, kako so Lakersi začeli sezono in njegovo statistiko, mislim, da si je zaslužil, da bi bil vsaj med prvima 2 ali pa prvimi 3 glavnimi MVP kandidati in upam, da bo naslednji teden tudi na tej lestvici, ker težko odigraš bolje na 2 tekmah v 2 večerih s potovanjem vmes. Mislim, da se res zasluži izjemno visoko oceno, Risa sta pa že omenila in
Reeves tudi zgleda, da se počasi, ja, kot si omenil, Marko, po tej poškodbi vrača v tisto formo pred poškodbo, tudi on zelo dobro odigral, odlično odigral, 25 točk, 6 skokov, 8 podaj. Tiste klasične težave Lakersov še vedno niso recimo povsem eliminirali, vsaj ko gre za izgubljene žoge, ampak že spet. Druga tekma v 2 večerih, 15 izgubljenih žog so imeli. Na taki tekmi to vzamem, še posebej ob tako impresivni zmagi nad Milwaukee Bucksi. Ja, mislim, za te MVP lestvice, mislim, da je poraz proti Oklahomi kar zbil delnice Luki, no, ker tam je res izpadel slabo, no. Pustimo to, da Oklahoma je lahko na njemu menjala, kolikor je hotela igralcev, konstantno so ga podvajali in v bistvu od tiste tekme naprej je to podvajanje, se mi zdi, da res še eskalirali malo, no. Tako da tudi danes proti Milwaukee so ga podvajali v bistvu že skoraj na njegovi na pač Lakersovi polovici, ko je prenašal Ne žogo. skoraj, Blaž, jaz sem tweetnil glih to, en screenshot, kjer so ga podvajali še preden je prišel čez polovico. V drugem polčasu so ga v bistvu podvajali skoraj da v vsakem napadu. V prvem polčasu so poskušali malo različnih obramb, v drugem polčasu pa podvajanje in zono. In to je bila pol na nek način tudi voda na mlin Lakersov, ki so dobili več prostora za ostale igralce. Ja, ampak glih to hočem povedati, da jaz grem staviti, da zdajle od tiste tekme z Oklahomo naprej, noben igralec ni toliko podvajan, kakor Luka v celotni ligi. In ja, to je delno tudi zaradi tega, ker v bistvu si ekipe to lahko privoščijo, da podvajajo Luko, ker sej to smo imeli pa včeraj debato o podpornem kadru Lakersov in jaz mislim, da ko se bo LeBron vrnil, da se bo ta stvar rahlo znormalizirala. Zaradi tega, ker potem si ne moreš privoščiti, da podvajaš Luko in puščaš LeBrona samega, tako da tukaj, ampak ja, mislim, to je prav že komično. Sej sem videl ene par komentarjev, ki so ljudje rekli, ja, pač imaš 40 točkovne tekme in imaš 40 točkovne tekme, kot jo ima Luka, ko ga podvajajo celo tekmo in da pač niso vse te tekme enake in ja, sej Šaj, ja, kolikor je odličen, ampak da bi mogel on igrati proti takim obrambam, da ga podvajajo, včasih tudi s 3 igralci pridejo, se pravi, pod trojijo. Jaz mislim, da ne bi igral tako zelo dobro, kot lahko igra Luka. Seveda ne bi. Seveda ne bi. Mislim, drugače, če imaš najboljši roster. Ja, in jaz mislim, da pač Luka pa LeBron sta edina, ki lahko igrata proti takim obrambam. Ja, mogoče pravim LeBron, ne vem, tudi če je LeBron na tej točki pri 41 letih tako sposoben Ja, igrati. pa verjetno Ampak še pa Curry, no, ampak bom rekel čisto tako, no, zgodovinsko verjetno Curry, LeBron pa Luka so edini, no, ki lahko igrajo proti takim obrambam. A Jokić mogoče. No, ja, sam Jokića ne podvajajo toliko veliko. Ne, ker ga lahko Ja. tepejo medtem, ko ga držijo. Ja, mislim, ne, sej, ko si omenil, da se ti zdi, da je največ podvajanj, je v bistvu ravno Iztok Franko objavil statistiko po prejšnji tekmi, da je bila to tekma, se pravi, sinočnja tekma, včerajšnja tekma proti Pelikanom, tekma, tekma, na kateri je bil določen igralec največ podvajan v tej sezoni. Luko so podvajali na tej tekmi največ, praktično od začetka do konca. In ja, dejansko mislim, da je Luka v bistvu edini igralec, ki ima lahko, kot na tej tekmi 41, 9-6 z 2 ukradenima oziroma 2 blokadama in 1 ukradeno žogo, pa ga podvajajo v bistvu v tem primeru ne celo tekmo, celoten drugi polčas, ampak tudi v prvem polčasu so ga recimo v določenih situacijah podvajali, pa seveda poskušali z različnimi obrambami zaustaviti. Tako da še dodaten dokaz, da je res v izjemni formi. Edina stvar, recimo iz začetka sezone, ki se zdaj popravlja in bo seveda prišel na tiste svoje standardne procente, je bil met za 3. Sicer on res meče toliko težke mete za 3, da
ne moreš pričakovati, da bo tam preko 40% imel met, ampak zdaj je bil tam nekaj na 30% na začetku in v zadnjih tekmah te odstotke tudi dviguje. In ko bo prišel na te standardne procente, bo pa res lahko bil tam blizu 40 točk v sezoni ali pa vsaj v obdobju. Mislim, ko mu trojka pada, je najbolj nezaustavljiv igralec v ligi. Mislim, saj načeloma je s svojimi podajami nezaustavljiv tudi, ko mu trojka ne pada, ampak ko pa še trojke te iz polovice ali pa daleč pred črto za 3 zadeva, potem pa res ni nobene obrambe v ligi, ki ga lahko zaustavi. No, OKC, če dajo 3 na njega, še vedno lahko rotirajo za njim, potem tudi z 2 igralcema dovolj dobro, ker imajo tako dobro obrambno ekipo, ampak tudi na takih tekmah smo videli, da je tudi proti OKC-ju že dominiral, ampak za take tekme pa dejansko rabijo cel roster in zdaj ne vem, mu nekako to vzeti zoper njega v teh MVP debatah, ko ima SGA dejansko z naskokom najboljši roster v ligi, Luka pa recimo v najboljšem primeru povprečnega ali pa malce nadpovpreč, oziroma zdaj brez LeBrona lahko zagotovo rečemo povprečnega ali pa celo malce slabše, je seveda res, mislim, izjemno impresivno, no, in upam, da bo za voljo tega dobil tudi kakšne točke v teh MVP bitkah, ker si jih res zasluži. Tam en MVP so mu že ukradli, no, potencialno lahko rečemo 2. Ne vem, no, bomo videli, no, saj to bo debata, ki se bo vlekla čez celo sezono in vse spejse, ampak upam, da mu ne bojo letos še 3. ukradli, ker če bo tako nadaljeval, potem ne vem, no, kako mu ga lahko vzamejo. Čeprav je res, da vsi igrajo, vsi te MVP kandidati igrajo res izjemno dobro, samo mislim, da ima Luka najboljše razmerje zmag glede na kvaliteto ekipe, ki jo ima. Mislim, da noben od teh ostalih MVP kandidatov, če daš Janisa, Jokića, SGA ali pa Wembija recimo v to ekipo Lakersov, ne bi mogel več narediti to ekipo, oziroma mislim, da bi vsi manj. No, in ena izmed res odličnih minut, ki jih je imel Luka, poleg tega, da je imel zelo dobro tekmo, kot si rekel, se je zgodila 2 minuti pred koncem 3. četrtine. Bucksi so začeli 3. četrtino odlično, 15:0 so imeli nek delni niz in na koncu so se približali že na 12, in če bi ostalo pri -12, bi potem vstopili v zadnjo četrtino precej samozavestni, ampak Luka je končal njihovo četrtino z 2 trojkami, zaporednimi trojkami, dobro obrambo in še košem za polaganje, tako da njegov niz, osebni niz 8:0 je popeljal spet Lakerse na +20 in zato so lahko tudi v zadnjo četrtino vstopili precej bolj sproščeni in mislim, da je tam Luka odločil tekmo. Absolutno se strinjam, ja. Ti si bil, mislim, da prelomni moment, čeprav načeloma, ko povedeš tam v prvem polčasu že za skoraj 30 točk, je težko se seveda vrniti katerikoli ekipi v ligi in je tekma skoraj da ne že dobljena, če odigraš vsaj recimo nek razumno normalen drugi polčas, ampak ja, ne, saj v NBA ligi z seveda metom za 3 hitro igro, ki se igra, nobena prednost ni čist dokončno recimo varna, ampak ja, se strinjam, da v drugem polčasu je bil ta moment, ki si ga omenil, ključen. Koliko je bil Luka na koncu na tekmi? +25, ja, skupaj z Jackom LaRavijo je imel največji plus in ja, tukaj bo tudi seveda LeBron pomagal, ker vidimo, da v minutah, ko ni Luke na klopi, manjka še en dodaten ball handler zraven Austina Reevesa, še posebej zdaj. Misliš, recimo ko je Luka na klopi? Ko je, pardon, ja, sem rekel, ko ni. Ko je Luka na klopi, ko sedi in Austin Reeves samo v igri, še posebej recimo na tej tekmi ni bilo Smarta, ni Gabe'a Vincenta, ni LeBrona seveda, kot tistega drugega ball handlerja, pa 2 igralcev, ki lahko pomagata v tem aspektu. In potrebujejo, no, tukaj dodatne ball handlerje, tako da v teh minutah napad ponavadi zastane, zaradi tega tudi in
proti Pelikanom in na tej tekmi proti Milwaukeeju so kar pošteno izgubili te minute. Proti Pelikanom še bolj intenzivno, še bolj je bila ta razlika še toliko večja. Mislim, da so bili plus 30, ko je Luka igral, pa v 8 minutah, ko ni igral, minus 16. Tako da, če se bo LeBron vrnil enkrat naslednji teden, bo to zagotovo pomagalo ekipi, če se bo seveda vklopil v ekipo in podredil njihovi igri, ampak mislim, da je dovolj pameten in seveda izkušen igralec, da ve, da ne bo poskušal zdaj takoj se vrniti in prevzeti igre, ampak se bo nekako počasi vklapljal v ekipo in to bo v bistvu tudi zanimivo videti potem, kako bo ta proces potekal, ker bolje v tej situaciji seveda Lakersi ne bi mogli začeti sezone. Če bi, ko smo govorili pred začetkom sezone, če bi rekli, zdaj bomo videli, kako bojo odigrali še, ne vem, 3-4 tekme brez LeBrona, ampak če bi kdo rekel, da bojo imeli 10 zmag in 4 poraze po 14 tekmah, pa ne samo, da LeBron ni na nobeni od teh tekem zaigral, ampak sta tudi Reeves je manjkal na nekaterih tekmah, Luka je manjkal na nekaterih tekmah, tudi ostali igralci prve peterke, nihče ni odigral vseh tekem v sezoni, bi seveda to takoj podpisali, ta 10-4 skor, tako da iz tega vidika res bolje skoraj da ne bi mogli začeti. No. In si celotna ekipa, tudi JJ v bistvu zasluži pohvale za ta začetek sezone. Ja, v tem trenutku so četrti v zahodni konferenci, pred njimi so Oklahoma, Denver in Houston. Mogoče bi lahko rekli, da realno stanje glede na kvaliteto teh 4 ekip. Naslednjo tekmo igrajo šele v sredo proti Utahu in na to imajo kar 4 dni počitka in potem spet proti Utahu, tako da 2 tekme, ena doma, ena v gosteh, potem še Clippersi in na to doma gostijo Dallas. Kaj pričakujete od teh 4 tekem? Zanimivo je, ja. Se pravi, zdaj igrajo v bistvu 2-krat proti Utah Jazzom, si omenil, ja, sreda, v bistvu iz torka na sredo, tork v ZDA, pa potem naslednjo igrajo, zdaj imajo pa res, ja, se to, ker sem ravno omenil, nisem pogledal razporeda, ampak sem prej omenil ta izjemno zgoščen razpored, ki so ga zdaj imeli Lakersi, kot sem dejal, nihče ni odigral več kot 14 tekem v ligi. Ja, zdaj pa 3 tekme v 10 dneh, ne? Ja, ne, zdaj pa dejansko, v bistvu naslednji teden igrajo samo torek in nedeljo in 2 tekmi proti Utah Jazzom. Tako da te tekme, mislim, če ne zmagajo obeh, bojo zapravili neke te dobre volje, ki so si jo zdaj nabrali za temi zmagami in dobro igro na začetku. Potem pa ja, šele v torek, ja, kot si dejal, potem Clippersi in potem petek, teden zatem. V naslednjih skorda 2 tednih bojo, ja, odigrali samo 4 tekme, 2 tekme naslednji teden in potem 2 tekme še teden zatem, 2-krat proti Jazzom, enkrat proti Clippersom, enkrat proti Mavericksom. Govorimo o 4 trenutno najslabših ekipah oziroma 3 najslabših ekipah zahoda, samo Sacramento, ok, Clippersi so se malce izboljšali, ampak še vedno 4 zmage, 8 porazov imajo v sezoni, enako tudi Utah Jazz in pa Dallas, 3 zmage, 10 porazov. Tako da tukaj imajo res izjemno lepo, dobro priložnost, ki jo morajo izkoristiti. Sicer vedno vnaprej računati na zmage v NBA ligi, vemo, ni ravno dobro, ampak upam, seveda, dokler tega ekipa ne počne in ne vzame recimo to tekmo zlahka. To sezono so imeli eno tako tekmo, tisto v Atlanti, kjer dejansko niso imeli pravega pristopa in kjer je tudi JJ bil upravičeno zelo jezen po sami tekmi. In upam, da je bila to seveda zelo dobra lekcija za njih in ne bojo tega ponovili zdaj proti katerem od naslednjih 3 nasprotnikov, se pravi Utah Jazz, Clippersi in Mavericksi, ker bi lahko tukaj vpisali 4 zmage v naslednjih 2 tednih in
obenem tudi imeli več kot dovolj počitka, vmes priložnost, da se LeBron vrne, recimo mogoče naslednji teden, se pravi zdaj dvakrat proti Jazzom, naslednji teden, potem pa 26. novembra proti Clippersom, to je čez 10 dni, takrat bi se že mogel vrniti. In je to seveda dobra priložnost, da potem proti Clippersom in Mavericksom dve tekmi, potem 26. in 29. november, kjer bi se lahko nekako počasi upeljal, potem igrajo še proti Pelikanom, zatem pa potem proti Sansom. Se pravi, naslednjih 6 tekem je takih, ki bi jih v bistvu morali dobiti, ker bojo na papirju izraziti favoriti in bi lahko to izkoristili ne samo zato, da se nekaj malce dvignejo na lestvici, dobro uigrajo, ker bojo tudi igrali, ja, to tudi velja omeniti, od teh 6 tekem jih bojo 5 igrali doma. Zdaj so imeli tudi izjemno veliko število gostovanj do zdaj, ne samo, da so igrali ogromno tekem, največ tekem v tem začetku sezone v kratkem času, ampak tudi mislim, da so odigrali največ tekem na gostovanjih, vsaj ko gre za zahodne ekipe, 9 od teh tekem je bilo na gostovanjih, se pravi samo 5 doma. In ja, ko gledam zdajle skor, nobena točno tako, ja, Lakersi so igrali med vsemi zahodnimi ekipami, so samo še Minnesota Timber, oziroma ne, oni so jih 7 odigrali, ja, nihče na zahodu ni odigral 9 tekem na gostovanjih, tako da bojo imeli zdaj naslednjih 6 tekem, 5 doma, vse proti nasprotnikom, kjer bojo favoriti, dovolj časa za počitek vmes. Tako da to je res zdaj obdobje, ki bo zelo pomembno za njih iz vidika vključitve, priključitve LeBrona ekipi in seveda lažjih nasprotnikov, kjer bojo lahko mogoče tudi ponudili več minut Adultjeru, se bolje uigrali in upajmo, da tudi odločili kakšne od teh tekem precej pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Tako da ja, pomembno obdobje, no? Pomembno obdobje zdaj za Lakerse, ne težavno, ampak glih zaradi tega pomembno, ker ne bo zelo težko in je treba to dobro izkoristiti. Še par komentarjev bomo prebrali, preden zaključimo, razen Blaž, če si še ti hotel s čim vskočiti. Okay. Janez. Gremo na komentarje. Okay. Janez pravi, da bi komentiral to zmago kot korektiv tistega poraza proti Atlanti, zdaj se je pokrilo. Mislim, da bo še dosti takšnih korektivov za slabe poraze čez sezono. TD pa pravi, da kako lahko Luka igra na takih tekmah, ko je že vse odločeno po 40 minut. Vsi vemo, da rad igra, ampak sezone so predolge in napolne, šteje pa nam na koncu vsak atom energije. Ja, on bi res lahko manj igral, če ne bi potem Bucksi v tretji četrtini naredili tisti niz in je potem on, kot smo menili, že s tistim 8-0 nizom na koncu tretje četrtine prelomil tekmo. Je pa Andrej dobro opozoril še to, da je potem v zadnji četrtini Austin Reeves tudi zadev enih par zelo klač trojk, tega ne smemo pozabiti, tudi takrat je on oddelil potem Lakerse po temu, ko so se Bucksi spet približali in v bistvu ona dva sta edina, ki sta metala dobro trojke in tudi dosti metala trojke in glede na to, da sta imela okoli sebe toliko igralcev, ki trojk ne mečejo, druge izbire niti nista imela. Luka trojke 5-11, Reeves 5-9, ostali pa, če zračuna hitro, so 3 od, kaj je to, 4, 6, 7, pa 6-13, 3-13, pa celotna druga ekipa. Tako, prišli smo do konca analize, mogoče še malo MVP debate, ki jo vedno rad načnem, Matej. Ima kdo od vaju še kakšne zaključne besede za povedati, drugače bomo počasi zaključili. Sej, mislim, da smo povzeli dobro tekmo. Lahko bi, mogoče bomo imeli še kakšen space, kjer bomo še kaj o ostalih ekipah lige in aktualnih novicah iz lige povedali, ampak zadnjič smo že obdelali tisto odpustitev Nika in Kalvarijo v Dallasu, tako da si lahko to tudi poslušate.
In če ne prej, se potem po naslednji tekmi zopet slišimo. Ja, jaz bom pa rekel sam, da tisti, ki poslušate preko YouTube ali pa Spotifyja, da všečkate posnetek, tako da pomaga potem za to, da se posnetki sprocesirajo, pa jih ljudje prej vidijo, tako da, ja, hvala. Hvala vsem, da ste se nam pridružili v tako velikem številu na takšno bogokletno uro v nedeljo zjutraj. Ampak po takšnih zmagah človek ne gre spat, ampak potem verjetno malo surfa po A internetu. ti si v živo gledal ali kaj, Marko? Ne, nisem. Sem posnetek gledal, ampak pač vstal sem v pol šestih. Ne. Ja, jaz sem ob 6 začel gledati, ja. Danes se nisem zbudil. Ja, no, pač vsi, ki ste gledali tekmo ali s posnetkom ali v živo, ste bili nagrajeni zelo lepo zmago. Hvala še enkrat, da ste nas poslušali v takem številu. Se slišimo naslednjič po naslednji tekmi Lakersov. Do takrat pa želim še lepo nedeljo in lep začetek tedna. Adijo. Adijo. Živa.